da sta k nastajanju pomembnega dokumenta zdravstvena stroka in zdravstvena politika povabili tudi civilno družbo. Za podporo programu pa smo še posebej hvaležni gospodu predsedniku Republike Slovenije. Nič o nas brez nas je vodilo Evropske zveze bolnikov z rakom, ki smo ga danes že slišali. Tisti, ki se je sam srečal z rakom, najbolje ve in razume, kakšne so potrebe bolnikov. Zato je prav, da so predstavniki civilne družbe in bolnikov aktivno vključeni v načrtovanje in spremljanje izvajanja dejavnosti pri obvladovanju raka. Ponosna sem, da so predstavniki bolnikov med aktivnimi udeleženci tudi ob današnjem dogodku. Še utrinek iz Bruslja, ki ga je naša udeleženka zapisala v poročilo in med drugim povedala. Povabilo sem doživljala kot svojevrstno darilo. Prispevki političnega vrha EU, belgijske princese Matilde, strokovnjakov in bolnikov so mi prebudili močno upanje, da bodo prizadevanja partnerstva urodila sadove. Simbolična povezava politične volje, strokovnih naporov in življenjskih izkušenj bolnikov me je osebno nagovorila. Vsi ugledni govorci so poudarili pomen celostne obravnave bolezni, pri čemer je glas bolnikov pomemben in ga želijo slišati. Ustanovitelji so bolnike simbolično postavili v središče, kar sem razumela kot povabilo k aktivnemu sodelovanju. Vsak dan je vedno več bolnikov, ki potrebujejo tukaj in sedaj optimalno obravnavo, ki bo enako dostopna vsem bolnikom. Zato bi zanje že povedanemu geslu nič o nas brez nas dodala še naj bo slišan naš glas. Storite vse za nas. Spoštovani, želim, da bi naše prihodnje srečanje potekalo v duhu številnih uresničenih nalog, predvsem pa v duhu sodelovanja in partnerstva vseh tistih, ki moramo prispevati svoj delež k obvladovanju raka v Sloveniji. Zavedamo se, da doseganje zastavljenih ciljev ne bo lahko, zato naj zaključim s kitajsko modrostjo. Ne bojte se napredovati počasi. Bojte se le tega, da bi se ustavili. Hvala.